Zdaj pa prihajamo v del našega dneva, kjer želimo predstaviti eno zanimivo napravo, ki je pač plod dolgoletnega kreiranja in pa implementiranja v praksi. In kaj mislite, katera je najbolj učinkovita naprava, ki sedaj prihaja? Kako bi lahko imenovali? Imajo kakšna ideja? No, bo malo pomagal. To ni revatem, kakor se morda sliši, ampak to je energetski koncept. Naša najbolj energetsko učinkovita naprava je energetski koncept. Kako bomo zasnovali energetiko na objektu? To je najbolj pomemben del nastajanja bodisi novega projekta, bodisi rekonstrukcije projekta. Prihaja čas, ko bo treba veliko rekonstruirati in narediti nove korake, in takrat je prva in najbolj učinkovita naprava za doseganje trajnosti energetski koncept. Kaj bo zares objekt potreboval? In ko naredimo energetski koncept, in ki ga lahko naredimo zelo dobro, ker poznamo dobro gradbeno fiziko, poznamo značilnosti prezračevalnih in klima naprav, iz energetskega koncepta potem izhaja jasna projektna naloga. To ni več izmišljanja, ampak jasna projektna naloga. Investitor si je zaželel točno ta sistemski korak zaradi tega, ker je to pokazala računska analiza. Ko je projektna naloga narejena, je naslednji korak projektna dokumentacija, ki mora biti narejena skrajno skrbno, in pa izvedba tega projekta. V izvedbi projekta se vidi, da se velikokrat dogaja veliko anomalij in tu mora biti investitor zelo previdn, da v fazi izvedbe projekta zares pazi, da je projekt narejen skladno z projektno dokumentacijo. Ne sme biti improvizacije in seveda na tak način lahko pričakujemo trajnostno zgradbo. Moram reči, da se je ta proces, ki ga ravno tukaj navajam, izkazal že na kar nekaj objektih kot zelo pravilen, da niso majhni objekti, ampak veliki objekti, ko sem povedal. Res, da je to neka pot, ki ni enostavna, vendar je pravilna. Najbolj hudo je, ko investitor reče nekomu, bodi se izvajalcu ali pa projektantu, naredi mi je super zgradba. Ima pa projektant na voljo 100 možnosti in mora v fazi, ko nastaja projekt, poskušati analizirati. To ni čas, v katerem bi lahko analizirati. To je prvi del zgodbe. Drugi del zgodbe pa je, katera je pa druga naprava, ki bi zagotovila največji prihranek energije in denarja. Druga naprava pa je, to kar sem na začetku mislil, tale naša toplotna črpalka, ki je kombiniran agregat, v kateri pripravimo hladilni energent in grelni energent. Ampak pomembno je, da to naredimo z obnovljivim virom. Poskušajte se predstaviti, da to naredimo z obnovljivim virom energije. Pod nami, konkretno tukaj v mariborskem področju, imamo veliko talne vode. Veliko talne vode tudi drugot, recimo Zagreb, ves leži na vodi. Drugi kraji ležijo na vodi, bodi si ob rekah. Če ne ležijo na vodi, imamo pa možnost, da naredimo geosonde kot en trajnostni geotermalni vir. In taka toplotna črpalka in hladilni agregat v enem predstavlja pravzaprav en akumulator energije v prenesenem pomenu. Spravi, simultano ogrevanje in hlajenje priprava hladilnega in grelnega energenta nam omogoča, da poleti, ko delamo hladilni energent, lahko te viške toplote spravimo nazaj v ta akumulator. Se pravi, v zemljino lahko spravimo to toploto. Ne jo damo v okolje, Bogu, ampak spravimo jo v zemljino. Pomembno je, da je ta sistem izključno poganjan z pomočjo obnovljivega vira. Mi smo se tukaj koncentrirali na plitvo geotermalno energijo, mišljena je tukaj zemljina oziroma površinske ali pa tudi podzemne vode. Namreč plitva geotermalna energija omogoča akumulacijo energenta. Če pošljemo to energijo v zrak odpadno, ni možno te energije dobiti na preprosto način nazaj. Medtem ko plitva energija to predstavlja.
Hibridna naprava zagotovo nadomesti vse ostale agregate, bodi se hladilni agregat, toplotno črpalko, kotel, booster toplotno črpalko za pripravo sanitarne tople vode. To je vse vsebovano v eni napravi. In pomembno je, da je hidravlika te naprave v smislu hlajenja, bomo kasneje malo še več videli, enostavna. Da ni sistem zahtevni in kompliciran. Tega je potem zelo težko vzdrževati. Kako deluje ta akumulator energije? Če se postavimo zdaj v ta čas, kot je zdaj, zamislite si, da imamo na eni strani tam eno vrtino, iz katere vlečemo vode, na tej, na drugi strani imamo drugo vrtino, skozi katero spuščamo nazaj vodo v isti vodni sloj. Na eni strani potegnemo vodo navzven, izrabimo energijo, nekoliko hladnejšo vodo na drugi strani spustimo v to vrtino. Voda, normalno, ker pod nami ne teče reka, zemljina, kjer je polno vode, je v glavnem napolnjena z peskom in mivkom. Tam je vode zelo malo, voda je, ampak vode ni veliko. Pod nami ne teče reka, pod nami je voda samo v tem gramozu in zdaj je voda, ki smo jo tam spustili, počasi teče nazaj in jemlje energijo iz te zemljine, ki je bila predhodno segreta in gre na drugi strani skozi črpalko navzgor, zopet v sistem. To je ta faza, kjer v zimi izkoriščamo energijo, ki smo jo čez poletje akumulirali v zemljo, v mivko, v kamenje smo jo akumulirali. Potem pa pride poletje, ko pa moramo pričeti hladiti in nekaj časa lahko na en dovolj moden način z samo hladno vodo preko sistema toplotnih menjalnikov del zgradbe hladimo. Ko pa pride visoko poletje, pa moramo začeti pripraviti aktivno hladilno energijo, tisto, kar peljemo v klima naprave, v fan coil. Ampak v isti sapi se nam pa pojavi toplota, ki jo pa lahko odpeljemo, bodi si na porabo, recimo v bazene, v tuše, ali pa direktno nazaj v zemljino. Če imamo geosonde, recimo, da se zamislimo velik objekt, recimo, ker so gospodje iz Habakuka tukaj, ne bom kar rekel, če bi oprav Habakuka navrtali geosonde in bi v te geosonde peljali vso to toploto, ki se po leti pojavi kot više, bi se vsa ta toplota nekje okrog geosond shranila daleč v zemlji, 150-200 metrov globoko in bi jo ves čas poletja spravljali v zemljo. Ko je pa prišla zima, tako kot je zdaj, pa bi jo s pomočjo geosond peljali nazaj v objekt. Ne rabimo akumulatorja, ki je to naravni akumulator. In to je v bistvu idealno. Nekatere prednosti, skratka, imamo hkratno proizvodnjo hladilne in toplotne energije v enem ciklusu hladilnega sistema. To zagotovo predstavlja minimalni strošek, kajti če že hladim, pa hkrati delam toplotno energijo, je to odlično. Ne rabim dve napravi gnati. Pomembno je, da vsaka delujoča naprava, tako kot vaš avtomobil, ima pomemben sistem mazanja. Vsi deli, ki se vrtijo, morajo biti namazani. Skratka, rabimo tekočinsko trenje in zato je zelo pomembno, da imajo tile naši kompresori, tako zvani oljni management, skrbimo, da vsak kompresor dobi olje dozirano. Če zmanjka olje v nekem kompresoru, pod nekem delovnem nivoju se ta ustavi. In seveda to, da izrabljamo 100% obnovljivi vir, to je tisto, kar nas Evropa nekako sprašuje narediti, oziroma nam nalaga. Zavezali smo se, da bomo to naredili, da bomo uporabljali obnovljivi vir energije. Simultana priprava sanitarne tople vode. Treba se zavedati, vedno, ko ta naprava teče, ima sposobnost, da pripravi sanitarno toplo vodo. Ali dela hlajenje, ali dela ogrevanje, vedno dela sanitarno toplo vodo. Ne rabimo nekih guste toplotnih črpalk. Pomembni sestavni del naprave so kompresori. Tukaj uporabljamo spiralne kompresore najbolj renomiranih proizvajalcev, eden teh je Copland, to je svetovna firma, svet proizvaja na 3-4 lokacijah, te kompresore več ni proizvodnje in mi uporabljamo te Coplandove kompresore, kar pomeni mirno obratovanje, zelo dolgi življenjsko dobo, hkrati pa tudi v primeru, da je potreba zamenjave, je takoj dosegljiv na trgu.
Kot veste, ti kompresori imajo minimalno vibracijo in pa seveda tudi minimalno porabo energije. Oziroma to, da je to vse tako skombinirano v nek sistem, je tukaj tudi prostorska zahteva minimalna. Zapravi, oprema, ki je skombinirana skupaj z kompresorji, je dana dejansko neko minimalno prostorsko škatlico. In pa oziroma vse te pogoje obratovanja lahko dosegamo zelo visoke izkoristke, to je COP na 5, R pa na 6. Kaj pomeni COP? Za tiste, ki vsak dan niste v tej zgodbi, če 1 kW dam elektrike v napravo, bom dobil 5 kW toplote uporabljenega objekta in obratno prihlajenje. Hladilne naprave in agregati delajo takrat najbolje, kadar sta obe temperature, tisto, za katero hladimo in tisto, za katero odvajamo toploto, najbliže skupaj. Problem pri zračno hlajenih hladilnih agregatih, recimo, ki jih je relativno veliko in so relativno zelo poceni, je ta, da je poleti zunaj vroče 35 stopinj, recimo 37 stopinj, in takrat moramo delati z najvišjimi močmi kompresorja, takrat deluje sistem najslabše. Medtem ko tukaj, pri tem pa lahko rečemo, gremo pa z energentom, ki prihaja iz zemlje in bomo odpeljali to toploto na najnižji možni temperaturi, tam okrog 25 do 30 stopinj Celzija. Tak kompresor porabi 40% minimalno manj elektrike za proizvodnjo iste količine hladilne energije. To so plazne številke. To, ko greste pogledati v diagrame od proizvajalca, boste videli, kakšni so te učinki. To ni naša argumentacija, ampak to so realni pogoji obratovanja takega sistema. Ampak tudi naš sistem pa to omogoča, da tako obratuje. Mogoče na malo povezavo, skratka, ta naprava se pač kompleksno poveže v sistem izvora energije, priprave hladilnega energenta, priprave grelnega energenta in pa priprave sanitarne tople vode. Tukaj je veliko funkcionalnosti, ki pač zagotavlja neko popolno sliko priprave energenta. Zdaj, če gledamo samo to napravo in vse tisto, kar se ob napravi zgodi, vidimo, da je pri neki klasični pripravi energenta primerjavi z sistemom toplotne črpalke, nekaj breakpoint, return of investment, 2 do 3 leta, zelo odvisno od tega, kakšni so zunanji pogoji, in vse ostalo se pa potem seveda pojavlja kot prihrane. Še nekaj mogoče treba povedati, pa je to težko izraziti. Kako hitro sta temperatura kondenzacije in temperatura izparjeva, svoje, da kompresor deluje lahkotno, da nimamo velikega pritiska, je tudi obraba takega stroja manjša. To težko ocenimo, ampak življenjska doba takega kompresorja se izjemno podaljša. Če pri tem upoštevamo še, da imamo doziranje olja v sistemu, je pa to v pravih pogojih en zelo, zelo dolgi življenjski vek pred na tako napravo. Naše reference, tu jih je kar cel kup. Ena takih, ki smo na zadnje, oziroma predzadnje zaključili, je ta ameriška šola, internacionalna šola v Zagrebu. To je velik objekt na 12 000 kvadratnih metrih, uporablja pitno geotermalno energijo podzemne vode. To je v Zagrebu, Bundek, če poznam kdo Zagreb. Investitor je Amerikanc, oziroma amerikanski investitorji so. In moram reči, da so se tukaj izjemno pokazali rešitve, da je investitor šel še korak dalje, pa to, da tukaj na vrhu tega se zase ne vidi, je pa vložil še fotovoltaične panele. Tako da vso energijo, ki jo mi porabimo za pogon teh naprav, tako reva tempo kot klima naprav, sami proizvedejo na streh objektov. Čez vse leto isto število kilovatnih ur proizvedejo, kot jih porabijo. Oziroma to, da imamo tukaj gospode iz nuklearke, to pomeni samo, da če bi v poletnem režimu mi zelo uporabljali fotovoltaiko, bi verjetno nuklearna lahko sledila to nekako, če bi bila neka napoved naprej, da bi zmanjševala proizvodnje, ne vem, da to sprašujem do pamet, ampak približno tak se lahko elektrogospodarski sistem odziva, če imamo veliko fotovoltaike, da se proizvajalci, tisti, ki jih je pač možno regulirati, grejo malo nazaj. Imamo še en zelo zanimiv objekt, ki ravno kar gre v zagon, ravno kar zdaj se dogaja, to je pa en velik hotel v
Srbiji, to so Fruške terme, to je čisto novo zdaj, to je zdaj, ravno zdaj je faza, ko se vse zaganja, mislim, da se danes spomnijo bazeni. To je veliko, to je 30.000 kvadratnih metrov, približno bruto površin. In je narejen z dvema takima toplotnima črpalkama, dvakrat po 500 oziroma 550 kW grelne moči. In ena taka lepa referenca to vrstnega pristopa pri uporabi obnovljivega vira energije. Kako pa je tukaj vir energije? Voda? To je voda, oni imajo plitvo geotermalno energijo nekje na 29 stopinjah. In to energijo uporabljamo tako za ogrevanje kot za hlajenje, ker z 29 stopinjsko vodo se da dobro hladiti. Kondenzacijska stran hladilnega naprava. No, ta investitor ima tudi eno podobno izkušnjo, po njemu teče že en hotel in je 8 let, mogoče tukaj 5 minut stran z avtomobilom, hotel z isto napravo, samo da je tam samo ena, pa je mogoče samo 300 kW, ker je manjši hotel. Nekako smo prišli do kraja naše predstavitve, jaz sem lepo zahvaljujem, hvala, da ste nas poslušali.